Dobrodošli na pogovoru o ciljih trajnostnega razvoja oziroma SDG Talks, nizu pogovorov o globalnih ciljih. Na pogovoru pozdravljamo Anjo Fortuna, podpredsednico Evropskega mladinskega foruma. Anja je lani zaključila mandat predsednice Mladinskega sveta Slovenije, aktivna je tudi kot vodja področja za mladinske politike in razvoj podeželja pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo skupno zavezo človeštva, največji skupni imenovalec za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti in planetarnih omejitev. Platforma Sloga organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije teh ciljev in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje. Pogovor poteka v okviru projekta Migrated, digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju, v katerem kot partnerska organizacija sodeluje platforma Sloga. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja v vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Pogovor smo pripravili Patricija Virtič in Adriana Aralica z platforme Sloga. Anja, najlepša hvala, da si se odzvala povabilu in dobrodošla. Lani smo obeležili 5. obletnico sprejetja ciljev trajnostnega razvoja, smo na tretjini poti. Na voljo imamo torej še desetletje za ukrepanje, da zagotovimo, da nikogar ne pustimo ob strani. Uvodoma te vabim, da pogledaš v stekleno kroglo v prihodnost in si predstavljaš svet, kakršnega si želiš čez 10 let. Katere 3 spremembe bi želela videti? Ja, živjo, en lep pozdrav in najprej Adriana tebi in pa Slogi hvala za to povabilo. Si mi že kar na začetku postavila eno zelo težko vprašanje, ker se veš, želeli bi si, da vse super deluje in da je vse urejeno, ampak ja, če gremo malo bolj realno in pogledamo, da nam v bistvu ostaja še malo manj kot 10 let, bi rekla, da če čez 10 let pridemo do zavedanja o pomembnosti trajnostnega razvoja, med vsemi aktivnimi državljani na tem planetu smo naredili že kar en velik korak. Jaz že dlje časa delujem na tem področju in govorim tudi z ljudmi, ki niso toliko vključeni v te tematike in se jim trajnostni razvoj kot tak ga v bistvu ne razumejo in tudi ciljev trajnostnega razvoja še ne poznajo. Zato menim, da ja, če čez 10 let vse ljudi ozavestimo o pomembnosti in pa tudi, da se nekako usmerimo v to, da ne jemljemo to kot nek koncept, ki ga moramo naslavljati, ampak kot nek vsak dan. Mislim, da je to, kar si res lahko privoščimo za naslednjih 10 let. Čeprav pa ja, bi si želela, da se v naslednjih 10 letih izboljša vidik razumevanja tega vidika okolja, torej kako ljudje dojemamo okolje, da ni zdaj ta vidik podnebnih sprememb, pa zdaj neka izmišljotina belih, bogatih, mladih ljudi, ampak da je to dejansko izjemno velika kriza, katastrofa, ki vpliva najbolj ranljive skupine. Potem, da se zavedamo, da je neka skupina, neka država oziroma planet toliko močen kot najšibkejši člen, torej da se res usmerimo v tiste najbolj ranljive in začnemo gledati na vse ljudi tega sveta kot na prebivalce enega planeta, ne kot prebivalce različnih planetov, ker se mi zdi, da bolj ko gledam, bolj ljudje živijo na različnih planetih in ne vidijo, ne razumejo, kako živijo ljudje, ki v bistvu niso ravno iz njihovih krogov. Se absolutno strinjam in vsekakor je to desetletje za ukrepanje tudi priložnost, da se zavemo tega, da živimo na skupnem planetu, do katerega imamo tudi pa seveda obveznost. Deloma bom navezala na tvoj odgovor, cilji trajnostnega razvoja prepoznavajo in poudarjajo ta večgeneracijski vidik. Tudi na Evropskem mladinskem forumu ste aktivni na temah trajnostnega razvoja. Poudarila si pomen aktivnega državljanstva in torej kako mladim približati cilje trajnostnega razvoja in seveda znotraj tega njihovo aktivno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja, pa seveda tudi s tem krepiti njihovo aktivno državljanstvo. Ja, se mi zdi, da eden od zelo pomembnih stvari, ki jih je potrebno naslavljati iz vidika trajnostnega razvoja, je ta, da kljub temu, da moramo biti zavestni o tem, da mladi imamo določene pravice,
ampak tudi, da mladi imamo določene dolžnosti. Torej, da nismo le nemi opazovalec in čakamo, da so nam stvari prinešene na pladnju, ampak da aktivno pristopimo k reševanju trenutnih izzivov. In se mi zdi, da res tudi že sama agenda 2030 zelo dobro poseblja ta vidik, da v bistvu mi planet ne prejmemo v svojo last, ampak v nek najem oziroma samo v neko ohranjanje za to, da ga potem naprej predamo naslednjim generacijam. Kar se moramo tudi zavedati oziroma se morajo starejši zavedati, to ni njihov planet, ampak so ga dobili samo za skrb za določena desetletja in ga morajo predati naprej. Torej to zavedanje, da v bistvu nismo mi kot neka generacija eni in edini, ki živimo na tem planetu, ampak moramo zato, da se vse skupaj razvija, ohranja, iskati neke sinergije. Zavedanje, da smo vsi šli čez neke različne faze našega življenja, torej da starejši prinašajo neko svojo modrost in nam z tega vidika nas lahko učijo o tem, kaj je družba, kaj je narava, kako dojemajo stvari, in pa da mi kot mlajše generacije prinašamo neko svežino, neko novo energijo. Tako da mislim, da je treba začeti s tem pristopom, s tem vidikom, torej da ni zdaj to samo stvar neke določene ciljne skupine oziroma neke določene populacije. Treba je začeti že zelo zgodaj, v vrtcu, se pa veliko stvari dela že v družini. Torej, če je družina taka, ki te bo vzgajala v to razumevanje, boš tudi ti bolj nagnjen k temu. Veliko že pripomorejo k približevanju trajnostnega razvoja in pa teh ciljev mladinske organizacije, ki so v bistvu v dnevnem stiku z mladimi, da jim na nek zanimiv, mlad in prijazen način vse to predstavijo. En od problemov, zakaj so te tematike dosti oddaljene od mladih, je, ker se velikokrat stvari naslavljajo v jeziku, ki ga mladi ne razumejo. Mi, ki smo že dlje časa aktivni v mladinskem sektorju, smo čez leta pridobili določene besede, ki jih prej nismo razumeli, jih nismo uporabljali, nam niso bile domače. Torej, če tudi mi zdaj uporabljamo besede, ki so tem mladim tuje, jih ne razumejo, tudi tega koncepta ne bojo sprejeli. Tako da mislim, da zato, da se ta celoten vidik mladim predstavi, je potrebno veliko truda tudi iz tega vidika, da se jim ga predstavi na način, ki ga oni razumejo. Ko govorimo o enakih možnostih, o človekovem razvoju, seveda ne moremo mimo zdravstvene krize, ki jo trenutno preživljamo. In izbruh koronavirusa je razkril in poglobil neenakosti, zagotovo iz nekaterih vidikov nesorazmerno prizadel mlade. In zdravstvena kriza vpliva in celo ogroža uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Kako zagotoviti, da pri trajnostnem okrevanju, ki v središče postavlja ljudi in mladih, ne pozabimo ob strani? Ta kriza je ponovno dokazala, da so mladi oziroma da smo mladi najranljivejša generacija. Smo v bistvu tisti, ki smo v zelo, zelo veliki meri odvisni od drugih, torej od naših staršev ali tudi včasih širše družine. In ja, ta kriza je na nas pustila največji vpliv, sploh z tega vidika, ker smo zdaj tisti mladi, ki so v obdobju, ko stopajo na trg dela ali pa so že na trgu dela, tam so najbolj ranljivi ravno mladi. Kaj je potrebno narediti, je ponovno bo treba veliko vlagati v mlade z tega vidika, da se ponovno opolnomočijo in da nekako stopijo v svet odraslosti, torej da se osamosvojijo in da potem lahko tudi oni lažje prispevajo k boljšanju celotne družbe. Torej, na mladih, velikokrat slišimo mladi, na mladih svet stoji. In ta vidik, da v bistvu na nas stoji svet, mi pa nismo sposobni sami stati, je dostikrat neka stvar, ki ni logična, da se pač pričakuje od mladih, ki niso sposobni sami stati, da na nas sloni celotna prihodnost. Vprašanje je kar težko, sploh zaradi tega, ker smo zdaj v tem obdobju videli, da COVID vpliva res na vse vidike trajnostnega razvoja in v
Mogoče je šele zdaj zaradi COVID-a in zaradi epidemije, ki jo COVID povzročil, sploh vidno, da morajo vse tri stvari delovati, če hočemo, da planet deluje oziroma če želimo, da neka družba funkcionira. Čist nek tak primer je, ne vem, tam neko področje, ki je imelo zelo neko težko industrijo, pa se je zaradi te epidemije mogla tista industrija ustaviti, se je nekako ta okoljski vidik nekoliko izboljšal, je pa socialni oziroma ekonomski vidik se neizjemno poslabšal. Torej, vidimo, da je res pomembno, da vse tri stvari funkcionirajo in vse tri stvari morajo delovati. Torej, tudi ko bomo iskali rešitve oziroma ko se bo delali na tem, kako naj se reši mlade kot generacije, ker zdaj smo videli, jaz zdaj vem, ravno včeraj slišala, primer Španije, 40% brezposelnost med mladimi. Torej, ponovno ena izgubljena generacija, kot že leta 2008-2012, ampak da ko se naslavljajo te izzive, se ne pozabi zraven še drugih vidikov. Tudi če se zdaj, ne vem, nekje odpre neka tovarna, ki je res težka za okolje, smo rešili vidik zaposlovanja mladih, smo pa ponovno oslabili okoljski vidik. Torej, ko se bodo iskali, oziroma se že mogli iskati rešitve, ampak ko se bo delalo na tem, da se res zavedamo vseh treh vidikov, pa še ena zelo, zelo pomembna stvar je, da se mlade vključuje v oblikovanje teh rešitev. Jaz dostikrat poudarjam, zakaj določene skupine ljudi mladim ne dovolijo, da smo profesionalci naših lastnih realnosti. Torej, da nekdo, ki je od obdobja mladih let oddaljen 30-40 let, pa bo zdaj govoril, na kakšen način mladi želimo živeti, moramo živeti. Torej, da pač mladi so sprejeti kot strokovnjaki svojih področij in jih zato tudi vključujejo v politike, da se jih nekako reši iz te krize, ki je pa, kot vemo vsi, precej ogromna. Ja, dejansko tudi Agenda 2030 prepoznava pomen tega pristopa celovite družbe, seveda v najširšem pomenu, torej, da je treba po eni strani uravnotežiti vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja, kot si poudarila, ampak hkrati tudi, da se vključuje celotno družbo, ravno zaradi tega, da vsi sooblikujemo družbo in okolje, v katerem živimo. Seveda je tudi cilj in namen globalnega učenja ozaveščati o globalnih razsežnostih tem. In v okviru raziskave PISA 2018 smo v Sloveniji prvič dobili mednarodne podatke o globalnih kompetencah 15-letnikov, ki so skupaj s sovrstniki iz 66 držav ocenjevali lastno globalno kompetentnost. Raziskava je pokazala slabše globalne kompetence slovenskih 15-letnikov in 15-letnic, in zagotovo je tukaj potreba po krepitvi različnih programov in projektov in aktivnosti globalnega učenja. In kaj bi rekla, kakšni ukrepi in koraki bi bili po tvojem mnenju potrebni za izboljšanje globalnih kompetenc slovenskih mladih? Ena taka stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Torej, da se ne spreminja samo formalni sistem izobraževanja in se v kurikulume vnese tistih 45 minut nekega predmeta, ampak da se to povezuje z veščinami, s kompetencami, ki so pa najlažje naslovljene ravno preko neformalnega izobraževanja. Pomembnost neformalnega izobraževanja je precej šibka, sploh z vidika formalnega izobraževanja se mi zdi, da se dostikrat ne zavedajo, da v trenutnih sistemih je neformalno izobraževanje tisto, ki sploh nudi te kompetence. Jaz si v bistvu ne predstavljam, če ne bi bila aktivna v različnih mladinskih organizacijah, kot začela sem pri skavtih, potem pri podeželski mladini pa pri študentskih klubih, če ne bi bila aktivna v teh mladinskih organizacijah, si sploh ne upam predstavljati, kje bi bila oziroma kakšno bi bilo moje razmišljanje. Sploh, če prihajaš iz podeželskega okolja, tako kot jaz. Zato, da se potem okrepijo te globalne kompetence ali pa čisto zavedanje,
da nismo le prebivalci neke vasice, nekega kraja Slovenije, ampak prebivalci tega planeta, potem res najbolje, da se da večjo vlogo organizacijam, ki izvajajo te aktivnosti, sploh zaradi tega, ker so to tematike, ki jih po mojem mnenju mladi rabijo prejemati z nekimi bolj zabavnimi metodami, oblikami, da ni zdaj to neko predavanje, ker če ti, to je zdaj res moje videnje, ampak če ti želiš biti globalen državljan, moraš stvari videti, razumeti, jih dojeti, jih po eni strani tudi začutiti. In to samo z nekim predavanjem, ko ti nekdo 45 minut na teden o nečem predava, se mi zdi, da je to zelo težko doseči. Veliko je že takih aktivnosti, tudi sloga, veliko izvaja takih zadev z ostalimi partnerji. Po Sloveniji je ogromno stvari, je pa ena stvar, ki se mi zdi, da je pa pomembna za tiste izvajalce, torej za, bom rekla, mladinske delavce oziroma za vse, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem, da se v bistvu zavedajo, da te stvari, ki jih oni učijo, so del koncepta trajnostnega razvoja oziroma globalnega učenja. Ker jaz vidim čist primer podeželske mladine, veliko takih stvari, ki so pomembne za to, da si ti globalen državljan, prejmemo preko podeželske mladine in pa aktivnosti društev, ampak se izvajalci in pa mladi, ki so to vključeni, ne zavedajo, torej ne ozavestijo, da to, kar oni prejemajo, je del tega globalnega državljanstva oziroma da so pač del neke širše družbe. Kar je tudi zelo pomembno, pa so zdaj v tem obdobju te stvari kar nekako na pauzi, so mobilnosti. Jaz, če ne bi odhajala, in to takrat zaradi podeželske mladine, v svet in spoznavala tuje ljudi, tuje kulture, da mi od takrat dalje niso več tuji ljudje in tuje kulture, ampak so v bistvu ljudje, tako kot tisti, ki živijo 100 metrov stran od mene. Torej, ta vidik mobilnosti je zelo pomemben. Vse ta neke virtualne izmenjave, kjer se ti pogovarjajo z nekom iz druge države, sej doprinese nekaj, ampak je mogoče samo ta prvi korak, da se mladi bolj sprostijo in da si upajo potem v svet. Se mi zdi, da ta vidik, sploh zdaj, ko se je ustavilo potovanje, ko se je ustavila mobilnost, da ne smemo zanemariti, koliko doprinese k razumevanju soljudi, k razumevanju sveta. In ja, bo treba takoj, ko bo možno, se mi zdi, okrepiti ta vidik in pa tudi okrepiti, da predvsem tisti mladi, ki so nekako najbolj ranljivih skupin, odhajajo v svet, ker nekdo bi si mislil, to je turizem, pa ni turizem. Če študiram turizem in nikakor ni turizem, je način, kako okrepiš svoje lastno okolje. Torej, jaz tudi ne vem, če bi imela to možnost, pa da bi rečemo primer, zdaj bom dala en sežen primer, da bi bila županja, bi zagotovo alocirala nekaj sredstev za to, da bi mladi iz moje občine odšli v tujino, pa ne zato, da pač lahko rečejo, da so bili en teden nekje, ampak zato, ker verjamem, da lahko s tem prenesejo ogromno nekih novih inovacij v lastno okolje in ti s tem krepiš lastno okolje in krepiš zavedanje, da pač zato, da neka stvar deluje, potrebuješ dodatna znanja in da ni dovolj, da si prebereš eno knjigo, ki so ti jo dali v šoli, ampak je pač potrebno širše. Tako da, zdaj sem res veliko enih stvari povezala, ampak se mi zdi, da je ravno to, ta vidik globalnega učenja, da ni to neka enoznačna stvar, ki jo lahko naučiš se takoj ali pa ne vem, v 4 letih srednje šole, ampak je vidik vsej meni globalnega učenja povezan z vseživljenjskim učenjem. Torej, ni to neka stvar, ki se enkrat naučiš in potem odmisliš in se s tem ne ukvarjaš, ampak so to znanja, ki jih pridobivaš skozi svoje celotno življenje. Nedvomno, globalno učenje je vseživljenjsko učenje in zelo pomemben je ta izkustveni vidik, ki si ga omenila in seveda s korona krizo je zelo težko to prenesti na splet, zagotovo pa ne enako učinkovito kot sicer v živo. V okviru projekta Migrated smo seveda se trudili mlade spodbuditi v razmisleku o migracijah, kot že pove naslov projekta. Mladi so v okviru projekta pripravili številna gradiva
In kako bi lahko po tvojem mnenju med mladimi okrepili razumevanje migracij in pa nasplošno in širše vključujoče večkulturne družbe? Zdaj bom spet izhajala iz tega svojega podeželskega vidika, kjer pač, če ti nimaš nekih takih stikov, se s tem ne soočaš in se ti zdijo stvari oddaljene in se ti zdi, da je to nekaj, kar se tebe ne tiče, ker se pač stvar ne dogaja na tvojem dvorišču. In sem zelo vesela, da so me takrat starši poslali v Ljubljano, v srednjo šolo, in da sem bila v dijaškem domu, kjer odkriješ neko drugačno dimenzijo. Pa že Ljubljana je v primerjavi s kakšnimi drugimi mesti rekla manj ne odprta, ampak manj stvari vidiš in doživiš kot v kakšnih večjih mestih. Zelo je pomembno naslavljanje tega z vidika, bi jaz rekla, že pri otrocih neke igre, torej približevanje različnih kultur, različnih skupnosti, in pa tudi razumevanje, zakaj prihaja do migracij. Jaz ne vem, tudi če gledam tle lokalno okolje, smo starejši ljudje, ki pač imajo neke svoje standardne TV programe in to je njihov vir informacij, pa mogoče še soseda, da jim včasih kaj drugačnega pove, da v bistvu ne razumejo in ne dojamejo, zakaj se te stvari dogajajo in zakaj, bom rekla, ljudje prihajajo v Slovenijo ali pa kamorkoli. Zelo je res slabo znanje, od kje in zakaj. In glih zaradi tega pomanjkanja znanja prihaja tudi do nekih dezinformacij in zaradi teh dezinformacij do nekih strahov. Tako da to razbijanje mitov, razbijanje tabujev, povezovanje, ker vse je tako, ko ti enkrat spoznaš človeka na tej neki osebni ravni in ti ni več nekdo z brado, ki ga po TV-ju označujejo kot potencialnega terorista, ampak je nekdo z imenom, nekdo z glasom, torej ti razumeš njegov glas, ti je blizu, da takrat boš pol tudi do drugih bolj razumel njihovo realnost, njihovo usodo. Tako da spet tukaj ni neka 45-minutna ura enkrat na teden, ampak je izkustveno učenje in pa to spoznavanje. Pa včasih meni se zdi, da se preveč sploh slovenski šolski sistem udaja v ta vidik piflanja, učenja, torej pač, da se ti na pamet naučiš določene stvari iz knjig in premalo, da ti dejansko doživiš stvari in jih tudi živiš na nek način. Tako da se bolj usmerjamo v to, da ti spoznavaš stvari, spoznavaš ljudi in na tak način, ker smo vsi brali zgodovinske učbenike, pa geografske učbenike, pa nismo zaradi tega čisto nič bolj odprti ali pa bolj dojemljivi do določenih stvari. Ja, zagotovo. In se tudi v bistvu potekajo številne debate tudi v luči prenove naših kurikulumov o tem, da bi morda bil čas za preskok od tega poudarka na pomnjenju podatkov, ki pač v 21. stoletju in dostopom do spleta morda ni več tako nujno potrebno, kot je bilo pred časi, k učenju vrednot, na katerih pač temelji družba, mednarodna skupnost in pač tudi mednarodna skupnost. Jaz bi se tukaj navezala, meni osebno so vrednote zelo pomembne in se mi zdi, da se premalo pogovarjamo o njih in jih prevečkrat povezujemo z neko religijo in potem te ljudi, ko omenjajo vrednote, že umeščajo v kakršnokoli religijo, ker moje videnje vrednot je, da je to bistvo tvojega življenja, kako ti dojemaš svet, kako jih razumeš in tudi mogoče šele zdaj, ko sem že malo starejša, vidim, koliko so vrednote pomembne tudi pri tem, ko si ti izbiraš svoje prijatelje, svoje partnerje, pa se o tem prej nikoli nismo pogovarjali, da bi nas nekdo posedel, jaz sem tudi o vrednotah prvič slišala preko mladinskih organizacij, da bi nam nekdo rekel, dajte razmišljati o svojih vrednotih, kaj vi ste, kaj želite biti,
kaj vam je pomembno z tega vidika, ne da imate doma tak avto in takšno hišo ali pa karkoli, ampak tako, kaj vam je pomembno kot ljudje, kot neka čuječa bitja. Ja, tudi v okviru tega projekta, v bistvu ko smo imeli delavnice o migracijah z mladimi in smo pač sodelovali z Mirovnim inštitutom, so tudi v bistvu so podali neke osebne zgodbe in potem, ko je prišlo do pogovora o nekih razlikah v kulturah, no, recimo, se pogosto izkazalo, da je pa absolutno več skupnega, kot pa so morda dijaki, pretežno dijaki, pričakovali. Kar je bilo pa tudi zanimivo, pa si ti omenila, izvedli smo tudi nekaj fokusnih skupin z mladimi o njihovih pravicah in kaj bi bilo potrebno spremeniti na evropski ravni. In ena skupina je poudarila, da smo Slovenci in Slovenke zelo nagnjeni k temu, da moramo zelo hitro stvari popredalčkati, dati nalepke in da bi si želeli tudi več strpnosti. In ko se pogovarjamo o vrednotah in o vključevanju teh v izobraževalni sistem, je bilo to tisto njihovo ključno sporočilo, da je pač šolski sistem prostor, kjer je treba privzgajati strpnost do različnih. Sej, tukaj gre v vse skupine. Tudi, ne vem, mene že to na nek točki moti, kako striktno se ločujejo že v osnovnih šolah otroci s posebnimi potrebami, kot pa tisti brez posebnih potreb. In že takrat mene groza tega in samo hvala staršem, da so takrat tako dobro odreagirala, ko sem prvič spoznala, moja sem stara 10 let, enega fanta s posebnimi potrebami, od strahu sem se začela jokati, se zaprla v avto. Ampak samo zaradi tega, ker do takrat nisem imela, ker noben šolski sistem se ni potrudil, da bi nas seznanil. Zmeraj je bilo tam, tam so še eni, ki pač imajo svoj poseben oddelek in vi imate svojega. Tako da ni tukaj zdaj samo z vidika ne vem, nacionalnosti, če govorimo v smislu, rečemo Slovenci pa migranti. Gre tudi za pač različne skupine ali pa že ta vidik, ko sem jaz prišla v Ljubljano, v srednjo šolo, ti si pa z vasi, pa s podeželja. Veliko je teh delitev predalčkanja, pa zmeri moraš, kdo si pa ti, čigav pa si, od kje pa si. Tako se mi zdi, da je res ta velik problem, tako da se kar strinjam z prisotnimi na teh vaših fokusnih skupinah. Ja, absolutno. Vse tudi oni v bistvu so v širšem kontekstu govorili, niti ne v kontekstu migracij, ampak so poudarili tudi naprimer na stigmatizacijo mladih in otrok z težavami v duševnem zdravju in so poudarili tudi to, se tudi cilji trajnostnega razvoja v bistvu prepoznavajo pomen zdravja in dobrega počutja in oni so rekli, da pa na eni strani v Sloveniji velik poudarek na spodbujanju zdravega načina življenja, po drugi strani pa pač v tem sklopu ni sploh naslovljeno duševno zdravje in da pa na eni strani tudi v šoli se dosti pogovarjajo o zdravem načinu življenja, ampak v tem zelo konkretnem plastičnem smislu, v smislu prehrane, gibanja, da ta vidik, kako pač poskrbeti za svoje duševno zdravje, je pa nenaslovljen in da hkrati otroci, ki imajo težave v duševnem zdravju, so potem pogosto stigmatizirani ali pa se ne počutijo povsem sprejete. Pa da morda gremo nazaj iz lokalne ravni na ne nujno globalno, ampak morda na malo širšo. Agenda 2030 poudarja in prepoznava, da seveda so cilji da je uresničevanje ciljev naša skupna odgovornost in pa da bomo cilje lahko dosegli le s sodelovanjem in partnerstvi, ki segajo čez posamezne sektorje in so torej vzpostavljeni med različnimi deležniki. Kje ti vidiš prostor in potrebo po čezsektorskem povezovanju in krepitvi tega, če govorimo o področju mladinskega dela in pravicah mladih? Ja, to je ena stvar, ki se vsem mojim organizacijam, s katerimi sem sodelovala, zdi zelo pomembno, pa tudi meni osebno sploh z tega vidika, ker če govorimo o pravicah mladih, govorimo o stvareh, ki niso nujno vezane na čist vidik mladih oziroma niso direkt videni kot problematike mladih, ker če se pogovarjamo o mladih, vsi izobraževanje,
To je prva neka taka stvar. Zdaj, na srečo smo in v Sloveniji in v svetu že prišli tako daleč, da se je dodal temu še zaposlovanje, pa stanovanjska problematika. Ampak v bistvu zavedanje, da smo mladi del pač celotne družbe, da nismo zdaj samo eni tam posebej, ampak ta zavedanje, da kadar se katerakoli stvar spreminja ali v svetu, ali na državni, lokalni ravni, vpliva tudi na mlade. Torej, reforma pokojninskega sistema v prvi vrsti vpliva na mlade. In mladi smo zelo redko vključeni v tovrstne debate. Potem vidik, zdaj vidimo, vidik voda oziroma stvari, ki so usmerjene v prihodnost. Mi bi morali biti tam prvi, ki povemo, kakšno prihodnost si želimo. Ker dokler se nek zakon implementira, pa se stvari začnejo izvrševati, je 20 let takoj mimo in smo potem mi tista najbolj aktivna generacija, ki potem mora živeti s temi odločitvami, ki so sprejete danes, pa v bistvu mi nimamo besede pri tem. Povezava z mladinskim delom je pa z tega vidika zelo pomembna, zaradi tega, ker mladinski delavci so v dnevnem stiku z mladimi. Torej, mladinski delavci razumejo mlade, se z njimi pogovarjajo, vejo, katere so tiste najbolj pomembne točke za mlade, so tudi tisti, ki mlade v bistvu izobrazijo na nek način zato, da so aktivni državljani, zato, da lahko prispevajo. In je ta povezava med tem medsektorskim povezovanjem in mladinskim delom zelo pomembna, ker če vidik digitalizacije je tudi ena taka stvar, ki ni direktno vezan na mlade, ampak smo mladi tisti, ki smo najbolj digitalni domorodci, ki smo v bistvu zrasli s tem gor, pa zdaj govorim še za tiste, ki so mlajši od mene, ki so pa res od rojstva za računalniki in vse to razumejo, pa se oblikujejo neke nove varnostne politike, ki so zelo pomembne, pa jaz še nisem slišala, da bi mladi imeli kakšno besedo pri tem. In potem je pa mladinsko delo tisto, ki mlade izobrazi, da naj bojo pazljivi, ko grejo na splet. Torej, čista povezava se mi zdi, moje videnje mladinskega dela pri vsem tem je, da je v bistvu kot nek prevajalec med mladimi in pa med odločevalci oziroma med politiko. In ker dejstvo je, da politiki ne govorijo jezika, ki ga govorijo mladi, in mladi ne govorijo jezika, ki ga govorijo politiki oziroma ki ga govori politika. In je pomembno mladinsko delo, mladinske organizacije, da so ta prevajalnik vmes med dvema skupinama. In ja, me v bistvu kar preseneča, da je mladinsko delo že toliko let v ozadju za vsemi drugimi stvarmi. Tudi, veliko več bi se moglo prepoznati tudi zdaj, ko govorimo o okrevanju po covidu, vlogo mladih preko mladinskih organizacij, kjer lahko naredijo, v mojem mnenju, največ neke nerealne spremembe na bolje, pa so še vseeno vedno videni kot, kot da se tam v peskovnikih igrajo in kamenčke predstavljajo iz enega konca na drugega. Tako da ja, pač večjo vlogo mladinskemu delu, ker je tisti, ki prevaja stvari. Ja, v uvodu si omenila eno krilatico, ki jo pogosto slišimo, da na mladih svet stoji. Še ena taka je, da ste mladi in pa seveda otroci, da so naša prihodnost, ampak po drugi strani, ko se sooblikuje ta prihodnost, pa ni nujno, da dobite prostor in da jo sooblikujete. Pa morda za konec še, oprosti, si hodila nekaj dodati? Kar da je, Adriana, stvari. Moje zadnje vprašanje je zelo zahtevno, najzahtevnejše do sedaj. Kateri je tvoj najljubši cilj trajnostnega razvoja? Sem zdaj dobila. V bistvu sem enkrat prav hotela najti enega, ki bi res specifično naslavljal področje, oziroma tistega, ki bi ne specifično naslavljal, ampak tisto, ki najbolj pooseblja vidik podeželja, ker ne glede na vse je to še vedno tista moja number one tematika, s katero se ukvarjam, ampak bi kar rekla, da vidik kakovostnega izobraževanja, zato ker se mi zdi, da je to podlaga za vse.
ker če smo mladi oziroma če je pač planet izobražen, bo lažje po svoje razmišljal oziroma razmišljal z neko svojo glavo, bo lažje razumel svet, bo sprejemal bolj pametne odločitve, kot bi jih brez izobraževanja. Tako da, če moram med vsemi 17 izbrati, bi pol izbrala kakovostno izobraževanje. Super. Anja, najlepša hvala za ta pogovor. Mladi nedvomno imate pomembno vlogo pri uresničevanju globalnih ciljev in krepitvi večkulturne vključujoče družbe, ki to vlogo seveda zelo aktivno tudi udejanjate. Uresničitev vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja namreč ni le odgovornost Združenih narodov, temveč odgovornost vsakega od nas, zato da zadani cilji ne ostanejo le mrtva črka na papirju.